Prehajamo na 5. točko. Predlog odloka o proračunu občine Kamnik za leto 2025. Prva obravnava. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 13/1. Predlagatelj župan, poročevalci pa Marija Kos, Bogomila Skvarča Jesenšek, Maja Sušnik, Timotej Štritov, Katarina Vegal, dr. Marija Tadeja Ježek, Boris Ravbar, Tomaž Zabavnik in pa Lidija Božič. Beseda ima Marija Kos. Izvolite. Pozdravljeni. Pred nami je predlog odloka o proračunu občine Kamnik za leto 2025 v prvi obravnavi. Pravna podlaga je 29. člen zakona o lokalni samoupravi, 29. člen zakona o javnih financah, 17. člen statuta občine Kamnik in metodologija za pripravo poročila o doseženih ciljih. Proračun je kot osnovni akt občine, se obravnava in sprejme občinski svet v dveh obravnavah. Danes je pred nami prva obravnava. Podlaga za pripravo proračuna občine Kamnik za leto 2025 je proračunski priročnik, ki ga nam je posredovalo Ministrstvo za finance. Za načrtovanje prihodkov občine Kamnik za leto 2025 iz naslova dohodnine je podlaga obseg primerne porabe za občino za leto 2025. Primerna poraba občine je za posamezno občino, za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Način izračuna primerne porabe občin opredeljuje zakon o financiranju občin. Ministrstvo za finance vsako leto ugotovi višino primerne porabe za posamezno občino na podlagi povprečnine, ki predstavlja v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog na prebivalca. Za letošnje leto je to 771,33 evrov na prebivalca. Števila prebivalcev občine in korekcijskih faktorjev, površine občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci mlajši od 15 let in prebivalci starejši od 65 let. Izračun primerne porabe, dohodnine, finančne izravnave in sredstev za uravnoteženje razvitosti občin ter dodatnih sredstev za leto 2025 občine prejele strani Ministrstva za finance v konec meseca oktobra. Primerna poraba za občino Kamnik za leto 2025 znaša 22.279.286 evrov, sredstva za uravnoteženje razvitosti občin 1.032.033 evrov in dodatna sredstva 1.570.599 evrov. V proračunu so upoštevana v celoti državna sredstva za odpravo sanacije posledic elementarnih nesreč v višini 13.729.295 evrov in državna sredstva za odpravo posledic elementarnih nesreč za gozdne ceste v višini 1 milijon evrov. Za sofinanciranje investicij se bo v letu 2025 občina Kamnik zadolžila skupno za 2.880.000 evrov, in sicer za izgradnjo kanalizacije Motnik za 500.000 evrov, za energetsko sanacijo vrtca Antona Medveda enota Tenkara za 480.000 evrov in za energetsko sanacijo knjižnice 1.900.000 evrov. Predlog odloka o proračunu občine Kamnik za leto 2025 je pripravljen v skladu z navodili Ministrstva za finance in na podlagi analize sprejetih odlokov o proračunu občin v Sloveniji za leto 2024, ki ga je izdelalo in posredovalo občinam Ministrstvo za finance. V predlogu odloka o proračunu občine Kamnik za leto 2025 v prvi obravnavi so opredeljeni ocenjeni skupni prejemki v višini 53.309.000 evrov 923, ocenjeni skupni izdatki v višini 57.133.523 evrov in v predlogu proračuna je upoštevan ocenjen prenos sredstev iz leta 2024 v leto 2025 v višini 3.823.600 evrov. Krajevne skupnosti imajo upoštevan ocenjen podatek o prenosu sredstev iz preteklega leta v višini 423.000 evrov,
Pri občini Kamnik pa je podatek o prenosu sredstev iz preteklega leta predstavlja ocenjen prenos sredstev v predvideni višini 3.400.000 evrov. V predlogu odloka o proračunu občine Kamnik so prikazani v tabelah stolpci realizacije 2023, sprejeti proračun za leto 2024, veljavni proračun za leto 2024, realizacija od 1.1.2024 do 30.9.2024, predlog proračuna za leto 2025 in indeks realizacija januar-september glede na sprejeti proračun 2024 in indeks načrtovanih sredstev v letu 2025 glede na sprejeti proračun za leto 2024. Prihodki so predvideni v višini 50.429.923 evrov in sicer je 52,6% davčnih prihodkov, kar predstavlja 26.513.000 evrov, 40% transfernih prihodkov, 20.209.000, potem pa imamo še nedavčne prihodke 3.300.000, prejete donacije 210.000 in prejeta sredstva EU in drugih držav 175.000 evrov. Na strani odhodkov so ta sredstva porazdeljena na tekoče odhodke v višini 8.300.000, na tekoče transfere v višini 15.200.000, na investicijske odhodke 31.504.000 in investicijske transfere 854.000 evrov. Vsa sredstva investicijska so razdeljena tudi po NRP-jih, ki so priloga tabelam. Gradivo je pa objavljeno na spletni strani. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo delovna telesa. Svetniške skupine. Aha, kot delovno telo. To se pa kar samo. Aha, dobro, svetniške skupine. Besedo ima Aleksander Uršič, izvoli. Ja, hvala za besedo. Jaz bi se v imenu svetniške skupine Lista Sandija Uršiča zahvalil za vabilo na usklajevalen sestanek za pripravo proračuna za leto 2024 podžupanu Urošu Pircu, ki je eno leto nazaj pokazal, da ve, da nas je 29 članic in članov sveta in z vsako svetniško skupino posebej naredil sestanek, na katerem smo podali predloge in moram reči, da tudi tisti naši predlogi takrat so bili upoštevani. Realizacija v letošnjem letu sicer v celoti tega ne odraža, ampak saj pokazalo se je, da je ena pripravljenost k sodelovanju, tako da hvala še enkrat. Hvala, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Beseda ima dr. Rok Novak. Hvala za besedo. Zdaj, lani me je kolegica Ivanka malo prehitela s komentarjem, da nekako odobravanje oziroma mogoče celo veselje, da se pripravljajo sredstva za rekonstrukcijo Medvedove in Tuniške. In kot prebivalec ene od teh ulic sem se tudi tega jaz veselil, letos pa ugotavljam, da to ni več tako, no, oziroma da se nekako premika v prihodnost, pa bi me zanimali, kakšni so razlogi za to. No. Sicer predvidevam, da je povezano s celostno prometno strategijo, ampak se mi zdi škoda. Druga stvar, ki me pa zanima, je pa, da nekako proračun ne odseva dobro to, kar smo leta 2022 zapisali v strategiji za mlade, ker namreč opažam, da se vsako leto sredstva za Barutano, kjer naj bi bila mladinska vsebina, nekako manjšajo. In za letošnji proračun imamo v planu, zdaj, če bomo ta proračun potrdili, 3.000 evrov za Barutano, kar je manj kot prejšnje leto, ki jih je bilo 5.000, ko je manj kot prejšnja leta. Poleg tega v strategiji za mlade naslavljamo zelo jasno, da bomo izboljšali infrastrukturo, se pravi z vidika mladinskega centra, z vidika dejavnosti, ki gredo recimo temu nad zemljo, če so zdaj pod zemljo.
poleg tega pa naslavljamo tam tudi stanovanjsko problematiko med mladimi, ki pa nekako tudi ne najdem nekih dobrih ukrepov v tem proračunu v tej smeri namenjenih. To je vse. Hvala. Hvala. Besedo ima Matija Siter Močnik. Ja, hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem skupaj. Zdaj veseli me, da je v proračunu tak velik nabor projektov, za katere upam, da bo vsaj večina teh tudi realizirana. Bi se pa kot vsako leto do zdaj dotaknil še nekaj postavk bolj konkretno, in sicer postavka 3610 komunalno-cestni nadzor. Če se ne motim, je bila ta postavka že uvrščena v letošnjem letu, pa je z rebalansom izpadla. Iskreno bi si osebno bolj kot novih radarjev za merjenje hitrosti želel večje preventivne dejavnosti, predvsem na področju Šutne, kjer se mladina z raznimi predelanimi mopedi zbira ob večerih, ter ne nazadnje tudi kali nočni red in mir. Pri postavki 4501 vzdrževanje parkirnih avtomatov bi me zanimalo, koliko teh parkirnih avtomatov ima občina v lasti, ter koliko parkirnine mi letno sploh poberemo na teh avtomatih. Glede na to, da verjetno odgovora danes nimate pri sebi, bi si priporočil, če mi ga pošljete po mailu naknadno. Glede postavke 6601, odprava posledic elementarnih nesreč, je predvidenih 17 milijonov. Če se ne motim, je vse predvideno iz strani države. Me pa zanima, ali se denar dobi, ko je nek projekt odobren, ali šele naknadno, ko je projekt izveden in mora občina verjetno plačati izvajalce. In kako bomo postopali v primeru, oziroma kakšno garancijo imamo, da bomo mi ta denar tudi dobili. Predvsem z vidika, da ne bomo mi del izvedeli, mogli plačati izvajalce, denarja pa na koncu ne bo. Pri postavki 0930 javna dela se sredstva nižajo za dobrih 50%, pa me zanima razlog tega, ali je razlog tiči v pomanjkanju teh javnih delavcev oziroma kje drugje. Pri postavki 8129 sklad za športne objekte vlagamo 70 tisoč evrov za tretjo fazo igrišča Virtus, kjer bomo gradili tribune. Pred nekaj leti smo večino denarja vlagali v Mekinski štadion, ki ne bi bil nekako glavno igrišče v Kamniku, in me zanima, kakšna je vizija z igriščem na Virtusu, kdo je sploh uporabnik igrišča na Virtusu in pa kdo v Mekinjah. Pri postavki 4508 urejanje občinskih zemljišč, mislim, da vsako leto namenimo 100 tisoč evrov. Glede na obrazložitev ne bi šlo za razne odmere. Me pa zanima, koliko tega je še v prihodnosti, se pravi, bo ta postavka vsako leto 100 tisoč evrov ali se bo nekoč morda znižala. Potem sta pa notri dve postavki, za katere mislim, da je bilo v preteklosti že rečeno, da jih nekaj let ne bo več. Ena postavka je dokapitalizacija Velike planine, 250 tisoč evrov, in pa dokapitalizacija Term Snovik. Predvsem pri postavki za Terme Snovik me zanima, koliko je občina kot neka solastnica te firme, v te firme tudi dejansko že izplačala, ker bolj kot ne zadnja leta zgolj vlagamo, nekega izplena od tega pa nimamo. Potem pa postavka 6402, dograditev javne razsvetljave, se namenja 70 tisoč evrov. Bi me zanimalo, kdo je pobudnik tega, oziroma kaj natančneje naj bi se osvetljevalo. Ne nazadnje se nam bo potem tudi povečala postavka za plačevanje tokovine. Nadalje bi me zanimalo, kje smo pri postavitvi pametnih stikališč za omrežje javne razsvetljave. Nemalokrat se namreč zgodi, da zjutraj, ko je že dan, svetilke veselo svetijo. In pa kakšni so predpisi in pa norme za to javno razsvetljavo. Se pravi, ali je to zakonska obveza, da to moramo narediti, ali je to neka naša zaveza, da bomo naredili, in predvsem na čigavo pobudo. Hvala. Hvala. Besedo ima Alenka Jevšnik. Hvala za besedo. Jaz bom pa začela, moram najprej pohvaliti
da sem zelo vesela, da v tem proračunu vidim postavko 9157, energetska sanacija enote Tinkara. Upam samo na uspešno realizacijo, ker sami vemo, koliko časa se s tem že ukvarjamo. Prav tako tudi postavka 9160, investicijsko vzdrževanje, zamenjava betonske ograje in sanacija fasade v enoti Sneguljčica, čeprav roko na srce je dejstvo, da 70 000 evrov je predvideni znesek, ne bo zadoščal za ograjo in za sanacijo in plus druga nujna investicijska dela. Tako da upajmo na realizacijo obeh. Pohvalila bi tudi glede na področje projekt Interact Green. Jaz res upam, da se to nadgradnja obstoječe strategije zelena os regija za ureditev struge dostopa do vode in počivališča pri Titanovi Brvi. Tako da upajmo, da se to realizira. Bi imela pa nekaj vprašanj. Na postavki 1 sofinanciranje prireditev in projektov je 25 000 evrov. Za namen sofinanciranja raznovrstnih prireditev, ki jih ni mogoče vnaprej predvideti. Imajo pa glede na vsebinski vidik poseben pomen za posamezno področje ali ožji del lokalne skupnosti. In za ta je predvideno 25 000 evrov, to je precej visok znesek. In me zanima, katere so te raznovrstne prireditve, ker tako kot je opredeljeno, je to lahko marsikaj. 4533. Urejanje varnih poti je zelo dobro, da je. 150 000 evrov je na postavki in predlagana sredstva so namenjena urejanju varnih poti, šolskih poti v občini Kamnik. Mene pa prosim, tukaj res, če ne, tako bi res rada prosila, prosim za točno specifikacijo, katere šolske poti so to, v katerih naseljih, katere, mogoče je to končno Tunška, Medvedova, Podgorje, upajmo, ne vem, Kovinarska. Res bi rada vedela, kaj. Od 4619, odprava arhitektonskih ovir za gibalno ovirane osebe, 15 000 evrov, mislim, da je premajhen znesek, da bi mi uresničevali zadeve, ki so namenjene ureditev prehodov, postavitev ograj, znižanju robnikov. Je pa dobro, da je postavka not, sam upam, da nisem za to, da je. Kaj konkretno lahko dejansko popravimo in uredimo s 15 000 evri? Vsakič znova, postavka 6630, Zavod za turizem, vzdrževanje otroških igrišč. Že če iz tega obrazložitve preberemo 30 000 evrov za igrišča, Hrib, Zikova, Kranjska, Klavčičeva, Virtus, Jasnjeva, Jenkova, Zgornje Perovo, Spodnje Perovo, Fužine, Krašmančev park, Trg Talcev, bazen in morebitna druga. Roko na srce, to tudi za pesek pa za košenje trave ni. Če vemo, da je tako, da eno otroško igralo obnovimo, uredimo tam od 10 000 evrov naprej, je to s temi sredstvi je resno vzdrževanje igrišč nemogoče, še manj verjetno je, da se bo kaj obnovilo in dokupilo in s tem se ukvarjamo vsako leto. Zdaj pa postavka 9109, subvencija varstva predšolskih otrok, pa mi imamo namenjen znesek 80 000 evrov. Lepo vas prosim, sredstva so namenjena mesečni subvenciji staršem otrok, ki so bili na javnem pozivu zaradi pomankanja prostih mest v vrtcu zavrnjeni. Pomankanja prostih mest v vrtcu Antona Medveda v Kamniku ni. Tako da ta subvencija je imela točno določen namen v letih, ko smo imeli zunaj 300-400 otrok, v času, ko so pa mesta prosta, pa 80 000 evrov v ta namen namenjati, se mi zdi skrajno neprimerno. Bilo je pa tudi, vemo, zakaj je sprejeto, ne vem, to je bolj politično bilo, ampak 80 000 evrov mi uredimo že marsikaj. In bi prosila, če gre ta postavka ven in se prerazporedi na mogoče vzdrževanje otroških igrišč. Hkrati bomo novoletna krasitev, imamo 50 000 evrov, super in fajn, ampak se pravim, če primerjamo s postavko 30 000 evrov za vzdrževanje igrišč in potem damo zraven še 80 000 za subvencije, ki jih ne potrebujemo, je 50 000 evrov, jaz mislim, da v redu. Novoletna krasitev je lepo, ampak mogoče kakšen evro manj, tukaj pa kakšen evro več, ki je drugi. 8243, obnova in vzdrževanje spomenikov je na postavki 25 000 evrov.
Tukaj bi združila v bistvu dve postavki. Sredstva so namenjena obnovi sakralnih in profanih spomenikov, ki jih občina vzdržuje. Teh spomenikov je ogromno in je prav in pravilno in primerno, da se jih vzdržuje, sicer glede na nujnost vzdrževanja posameznega spomenika. Ne. Moram reči, da je občina Kamnik k temu pristopa in se tudi odziva, in se spomeniki počasi, ker jih je veliko, tudi obnavljajo. Ampak hkrati je pa potem še enkrat postavka 8280 sofinanciranje obnove sakralnih objektov, je pa poleg, čeprav so že tukaj, so tukaj še enkrat. Je pa še tukaj dodatno 30 000 evrov. 9332 sanacija podružnične šole Gozd. Na postavki je predvidenih 5000 evrov. Kaj boste za 5000 evrov? V obrazložitvi je navedeno, da so sredstva namenjena nujnim vzdrževalnim delom na podružnični šoli Gozd. Glede na to, da so že za vzdrževalna dela za proračunsko postavko 9229, gre pri postavki Gozd več kot očitno samo za ohranjanje proračunske postavke, verjetno bolj s političnim namenom, ker se ne more gor nič evrov dati. Me pa skrbi, da se ne bo delalo nič. Zato me zanima, do kdaj velja gradbeno dovoljenje, kakšna dela so bila predvidena in kdaj se bodo začela. Tlele sem gledala še na postavki 1136, občinska uprava, notranja revizija. Postavka v letošnjem letu, glede na to, da smo v novembru, še ni bila realizirana. In koliko je predvidena realizacija? Zdaj tukaj bi tudi me zanima tekoče vzdrževanje glasbene šole, postavka 9231, še vedno samo 3000 evrov. Toliko je bilo še v času, ko objekt ni bil občinski, zdaj pa je odkupljen in je občinski, pa s tem denarjem verjetno ne pokriješ niti nujnih del, če pa do njih pride, kaj šele kakšna druga vzdrževalna dela. Potem me tudi zanima postavka 9283, preureditev mansardnih prostorov v podružnični šoli Tunce. Na postavki za prihodnje leto ni sredstev. Občina plačuje najemnino v gasilnem domu, hkrati ima v objektu podružnične šole neurejene prostore. Mislim, tukaj računice ni. Se bo že tretje leto ta problem prelagal in se ne bo pristopilo k sanaciji. Koliko časa bomo še plačevali najemnino svojih lastnih prostorov, pa ne bomo uredili ali celo pustili, da propadejo. Ne nazadnje v gasilnem domu za otroke tudi niso primerni prostori, kakor vem, je to zgolj v bistvu začasna rešitev. Tako da to bi bilo zaenkrat na kratko. Hvala. Hvala, besedo ima Natalija Berlec. Lep pozdrav vsem skupaj. Hvala lepa za besedo. Kratko je, super. Da se ne bom ponavljala, jaz bi tudi izpostavila pač tole sofinanciranje vlaganj na nastanitveno turistično infrastrukturo Terme Snovik, pa Veliko planino, pa malce razočarana glede ureditve Tuniške in pa Medvedove. Realizacija letos ni, proračun je bil 30 000, v prihodnje pa samo 10 000. Zdaj, ne vem. Vprašanje seveda, dograditev te javne razsvetljave 70 000, jaz saj za Bakovnik ne vem, kje je to področje, kjer bi ga mogli še recimo dodatno javno razsvetljevati, bi bilo fajn pač malo vedeti. Da ne bom zdaj samo tako, pozdravljam pač načrtovano energetsko sanacijo dele Tinkare, končno, to so res, ne veste, kaj to pomeni za starše, pa za otroke tja pripeljejo, kako to izgleda. Pozdravljam tudi obnovo zamenjave starejšne kritine krajevnega doma Šmarca, upam, da se tole spele čez, vidim pa že po predračunu, da bo nekoliko manj premalo denarja. Vsekakor podpiram povišanje sredstev za preventivni program zdravstvenega varstva, se pravi sofinanciranje kliničnih in mamografskih pregledov, ultrazvoka in tako naprej. Pozivam vse, izkoristimo, dokler je še lahko, ko javnega ne bo, bo težka. Bi se pa seveda jaz tudi zahvalila za kakšen sestanek, če bi bilo, bom pa zdaj pač povedala, kako in kaj. Menim, da gre ogromno denarja za prevoze. Letos je imela Slovenija pač en tak res velik kolaps v zvezi s tem, prevoze za šolo, se opravičujem. Mogoče bi lahko pač nekako skupaj stopili, ne vem, tudi s sosednjimi občinami, kako to rešujejo in najdete neko ustreznejšo rešitev. 1 200 000 dajati, mislim, je to res ogromno denarja. So pa potem recimo kakšne take stvari, ki bi pa, ne vem, kip Francetu Tomšiču, jaz upam, da se bo najdel znotraj postavke
nekaj Stari grad, a ne, to ogromno denarja namenjamo športu in pa turizmu, Stari grad nam pa tamle gor spet sameva, a ne, pa ogromno ljudi poprašuje, ne vem, tujci, ki pridajo iz sosednjih občin, ki pridajo, naši ljudje, ki jih srečuješ po poti, sprašujejo. Je pa res, a ne, da če ni neke točke ali pa neke vizije, kaj bi tam gor imel, verjetno, če ni vsebine, ne moreš pač preživeti, verjetno, a ne. Potem imajo, ne vem, v cesta Podgorje imajo tamle željo postavitev enega ogledala za pogled na cesto, za varnost teh cest, ne. Cesto za Stebljevk, ne, par teh 100 metrov, ki bi si želeli pač asfaltirati, a ne. To bi bilo zaenkrat, ostalo pa mislim, da so že moji predhodniki. Hvala lepa. Hvala. Besedo ima Karla Urh. Hvala za besedo, tudi še enkrat lepo pozdravljeni. No, kljub temu, da je letošnji proračun ekstremno velik, a ne, vsi ugotavljamo, pa jaz pogrešam tisto najosnovnejše za ohranitev zdravega življenja vseh občanov občine Kamnik. In sicer to je zmanjšana postavka za ureditev kanalizacije v Kamniški Bistrici in na Veliki Planini. Iz 20 tisoč smo prišli zdaj na 10 tisoč. Meni se zdi to, res se mi zdi to, ne vem, ne znam uporabiti prave besede. Nizkotno, kako naj rečem, vsi bi radi imeli, ne vem, turizem, vsi vemo, da turisti s sabo prinašajo samo svinarijo, ker tudi nadzora nobenega nimamo, je stvar še bolj ekshalirala v vse smeri. In če te kanalizacije ne bomo uredili, veste, da zajetje Ivarje je neposredno ob, bom rekla, kamnolomu, je neposredno pod vsemi temi stičišči rečnih potočkov raznoraznih, ki prinašajo in odnašajo vse, kar se dogaja na Veliki Planini in v koncu Kamniške Bistrice. Mislim, da smo dolžni pristopati, a veste, da se ne da, pa da je drug lastnik, pa da je ne vem kaj. Ja, poslušajte, jaz vodo plačam in zahtevam, da pijem čisto, brez primesi in prevelikih odmerkov klora. Pika. In tako bi morali razmišljati in tako bi morali tudi skupaj nastopati in v bistvu zagristi v ta problem. Ne se sprenevedati, to je zdaj lastniki so drugi, naj oni poskrbijo, gor na Veliki Planini, mi to ne moremo, ja. Vsi vemo, občina Kamnik ima koncesionarja, ki pobira torej za to tudi določen denar, mi plačujemo, od tega pa ta servis v resnici tudi ustanovitelj in pa lastnik tega ne stori nič, da bi bilo bolje. Oziroma premalo. In znižanje na 10 tisoč, to niti ni, ne vem, kako boste začeli mogoče s kakšno bolj uradno papirologijo, da se v bistvu pripelje enkrat do točke in se reče takole in nič drugače. Jaz mislim tako. Množični turizem, ki se bo še pojavljal, zato ker se obetajo, torej strokovnjaki nas opozarjajo in nam govorijo, kako bodo poletja še vedno vroča, vedno bolj vroča. In segrevanje v Sloveniji poteka zelo hitro, med najhitrejšimi, ker smo tudi veliki packi in onesnaževalci. In v resnici jaz ne razumem, a veste, postopno v bistvu jaz mislim, da snega ne bo, tako kot napovedujejo, in da se tudi snežni turizem niti slučajno ne bo ohranil, bo ugasnil, ampak ta turizem poleti, pri katerem bi morali butičnost in pa zelo z veliko mero nekega nadzora tudi pristopati, na to pozabljamo. In jaz res svarim vse, da se poskuša vnesti večji znesek in se začne aktivno graditi in delati na tem področju.
Ne bomo čakali še eno leto, pa še eno leto. V letošnjem letu je bilo v koncu Bistrice in na Veliki planini en kup turistov, da ne govorim avtodomov. Avtodomi so prišli iz tujine, razno raznih znamk. Povedala sem vam že, koliko stane en dan, ena nočitev za avtodom v Kamniški Bistrici, 28 evrov. Koliko je dobila občina od tega, še danes ne vem. Verjetno, da zelo malo. In tudi turist, ki je lahko osveščen, ni mogel sprazniti posode, ki jo ima kot WC v svojem kemperju oziroma avtodomu, ampak je odnesel to v gmajno. Pejte se sprehoditi tam okrog, boste videli kupčke, jih je veliko. Ampak to, zapomnite si, gre vse z vodo in pa s tem, da se to splakuje v dolino, v Ivarje, v naše zajetje in to oplemeniteno vodo z vsemi temi primesmi in tudi kemijo, da jim noter ne smrdi, pijemo vsi. Zavedamo se skupaj, kot sem rekla, vodo plačamo in moramo enkrat začeti s tem, da hočemo piti čisto vodo. Pa bom šla naprej. Tudi jaz pogrešam večjo postavko na šoli podružnice Gozd, ki je bila prej 30, zdaj je prišla na 5000 in ne vidim kakšnih resnih pristopov. Je pa res, da zapomnite si, ko se šola v kraju zapre, kraj umre. Pika. Naprej. Sredstva za izboljšanje varnosti v prometno vključevanje na dvorišču osnovne šole, pred šolo Stranje, bo treba zagotoviti in narediti. Nič ni postavke. Potem bi se pa mogoče še za konec oglasila, ker sem kulturnica, ker se s kulturo bavim že celo življenje. Bila sem tudi na seji sveta Zavoda za kulturo in vam moram povedati, da so v eni taki težki situaciji. Sredstva se zmanjšujejo, vsa ta mehanizacija, ki jo pa oni rabijo, mogoče se nisem prav izrazila, od lučk do osvetlitve, do boljših pogojev za delo, to se pravi s razno raznimi efekti in tako naprej, vso to aparaturo, ki jo rabijo. V bistvu mi dajemo zdaj skupaj Domu kulture in pa samostanu Mekinje 38 000. A veste, 8 000 pa za opremo. Tudi enega projektorja za 8 000 ne morete kupiti. Mislim, ne moramo kupiti res. In mi imamo res lep ambient v samostanu in če hočemo, da se to nadgradi, mislim pa, da se racionalno in dobro dela, moramo primakniti še kakšen evro. To je premalo, kajti predlagam tudi za postavko 8367, ta intervencijsko vzdrževalna dela, ki so zdaj nekako zelo nizko ocenjena, pa ne bom zdaj brala pa iskala naprej. Če hočejo kandidirati oziroma vložili so kandidaturo v različne razpise evropskega denarja in državnega denarja in če bodo imeli v NRP-jih in pa seveda na postavkih določeno vsoto denarja, bodo lahko kandidirali, če ne pa ne. Torej, poskušajte se uskladiti in jim pomagati, da bo šel razvoj kulture v Kamniku naprej. Ampak res, naprej. Predvsem pa res vam polagam na srce. Varovanje narave je zelo pomembno za naše življenje. Mi se moramo zdaj samo odločiti in ukrepati. Hvala. Hvala, besedo ima Ivan Kovčakar. Še enkrat hvala za besedo. Za začetek dobro se zavedam, da je proračun vedno kombinacija možnega in da vse želje pač ne morejo biti izpolnjene. Za začetek, s čim sem zadovoljna. Zadovoljna sem, da na južnem delu mestnega jedra Kamnika nastaja to, čemur jaz pravim naš kampus. Obe osnovni šoli bosta v letu 2025 končno dobili športno igrišče,
Glasbena šola bo energetsko sanirana, knjižnica prenovljena in energetsko sanirana, saj projekti so taki in tudi sredstva so zagotovljena. Smo že prej v odgovoru slišali, da na strehi bo sončna elektrarna. V načrtu razvojnih programov je pa predvidena nova športna dvorana in tako da se vlagajo lastna sredstva, tudi kredit, državna, evropska sredstva, za vse to se je bilo treba potruditi, da so finance zagotovljene. Jaz pa vidim, da recimo, da je optimistično za naslednjih 40 let, da bodo tako zadovoljene športne, izobraževalne, kulturne potrebe mesta. In vse to je tudi na istem območju, tako da s tem sem zelo zadovoljna. Manj pa zadovoljna, ker je za Medvedovo in Tunško v 25 namenjenih, kot je bilo že omenjeno, samo 10.000 evrov za pripravo PZI-ja in je glavnina del oziroma izvedba rekonstrukcije predvidena v 26, tudi sredstva predvidena. Imam pa vprašanja. Zanima me, v kateri fazi je priprava PZI za Medvedovo in Tunško. Začela se je že v 2022. Večkrat je bilo že zagotovljeno, da zdaj pa bo in bi res prosila za odgovor, v kateri fazi smo, kje se zatika. To sem že lani spraševala, pa letos še enkrat vprašam. Hvala lepa. Hvala. Besedo ima Bojana Pančur. Hvala lepa za besedo. Jaz bi tudi imela kar nekaj vprašanj oziroma pobud predlogov glede tega predloga proračuna. In sicer najprej 4533 urejanje varnih poti. Me veseli, da so se sredstva na tej postavki povišala. Mislim pa, da je prej že gospa Alenka tudi vprašala, zanima me bolj konkretno, kaj je predvideno, da se bo delalo v letu 2025. Potem pa kakšni so razlogi, da se je ko je bilo namenjeno v tej postavki, na postaji v Beli letos postavila samo ena nadstreštica in sicer v smeri proti Kamniku. V nasprotni smeri je ni, glede na to, da je realizacija na postavki do 30.9. komaj 26%. Najbrž sredstva niso ravno bila problem. Ali bo mogoče postavljena v letu 2025. Nimam pa informacije, kako je z ureditvijo teh nadstrešnic na ostalih dveh predvidenih lokacijah, v Rožičnem in v Volčjem potoku, tako da bi prosila tudi tle za pojasnilo. Potem glede izgradnje pločnikov in avtobusnih postajališč, konkretno v izgradnjo pločnika in avtobusnih postajališč v Špitaliču in pa notar je tudi to je postavka 4610 in pa 4608 v Hruševki. Zdi se mi skrajno nedopustno, da se te tako pomembne zadeve že leta ne realizirajo. Namreč jaz se vsak dan peljem najmanj dvakrat skozi celo Tuhinjsko dolino in ko otroci tam hodijo in starejši dobesedno po regionalni cesti, kjer so omejitve tudi 90 km, pa vemo, da jih se noben ne pelje 90. Po zimi, ko mimo hodijo še zimske službe v temi, čakajo na avtobus v bistvu na cesti, po eni strani spodbujamo peš hojo, kolesarjenje, po drugi strani pa ne vem, če bi kdo glih peš tam hodil. V bistvu niti do avtobusne postaje, ne šele, da bi kam drugam šel. So pa še druge lokacije, ne samo te dve, ki so brez pločnikov, tako da če že greste po celi dolini dol, so še nižje dol v Zgornjem Motniku, potem so kar naprej v Beli proti Motniku, iz vasi tam pod Kozjakom proti Špitaliču, pa naprej na avtobusno postajo Golice, pa še naprej dol, če se peljete do Kamnika, jih je še mnogo. Tako da res ne razumem, če te zadeve niso prioriteta, potem bi prosila za odgovor, kaj potem je. In pa zanima me, kakšen je plan izgradnje manjkajočih pločnikov in avtobusnih postajališč v občini Kamnik, dolgoročni in vseh manjkajočih. Potem naslednja postavka, poškodovani mostovi, 4537 na tej postavki je samo 50.000 evrov. Po moje to glih še za en most ni, zato me zanima,
ko je bila tlele narejena neka ocena poškodovanih mostov 2015, 16 in 22. V kako doglednem času naj bi se ti mostovi, ki so poškodovani, sploh obnovili. Konkretno me pa še zanima za most na javni poti 661481. Najbližja hišna številka je Špitalič 25, to je cirka 125 metrov od regionalne ceste Kamnik-Ločica. Za ta most je bila že pred precej časa podana ponudba za sanacijo in razširitev mostu, pa me zanima, kako je s tem, ker ni bilo nobenega odgovora. Potem pa ceste, in sicer 2 postavki, 4607, investicijsko obnovitvena dela na javnih cestah, asfaltiranje makadamskih cest. Predlagam, da se na postavko doda javna pot 661467 v dolino zaradi sočasnosti z drugimi deli na tem odseku. Sanacija zemeljskega plazu nad občinsko cesto, ureditev odvodnavanja in tako dalje. Kot druga na tej postavki predlagam tudi javno pot 661461 na Petrživc, če to pač ne bo izvedljivo v letu 2025, potem naprej 26, 27, ker tako vse v enem letu ne bo. Potem pa druga postavka za ceste 4635, sanacija asfaltiranih cestišč. Prav tako tukaj predlagam, da se doda cesta, lokalna cesta 282121 v Rovt in prav tako zaradi sočasnosti z drugimi deli na tem odseku, sanacija usada pod občinsko cesto in sanacija posedanega cestišča, ki se bo na tem delu izvajala. Je pa to cesta, ki povezuje sosednjo občino. Na teh 2 postavkah skupaj imamo sicer namenjenih 1 200 000 evrov, ker je sicer več, kot je bilo v preteklih letih, ampak glede na to, da je iz predloga proračuna razvidno, da naj bi se asfaltiralo cirka 3 kilometre makadamskih cest, iz prejšnje seje pa smo dobili informacijo, da imamo še 110 kilometrov kategoriziranih javnih cestišč, ki niso asfaltirane, in številne poškodovane asfaltne odseke se bojim, da imamo prav kmalu na koncu, oziroma še na polovici ne. Tako da predlagam, da občinska uprava prouči vse možnosti, da bi se dodatno zagotovilo še nekaj več sredstev na teh 2 postavkah. Potem pa še kulturni krajevni domovi, vsak se malo drugače imenuje. Predlagam, da se pri družbenih dejavnostih v proračun doda Dom krajevne skupnosti Špitalič, adaptacija in izgradnja večnamenske dvorane, ki je namenjena širšemu krogu uporabnikov. Ti prostori so namenjeni delovanju krajevne skupnosti, vseh društev in organizacij, ki delujejo v kraju in širši okolici za izvedbo vseh prireditev. V prostorih pa so tudi veliki problemi z ogrevanjem, vodovodno inštalacijo in pa tudi vlago, ker niso pač ustrezno opremljeni. In pa še zadnje, kolesarska povezava Kamnik-Vransko 6209 je napisano, da so sredstva namenjena izdelavi projektne dokumentacije za posamezne načrtovane odseke in pa da bo trasa razdeljena na posamezne krajše odseke. Pa me zanima, če je to že jasno, na katere krajše odseke bo trasa razdeljena in kateri odseki so načrtovani najprej. Toliko za enkrat. Hvala. Hvala. Besedo ima Jože Korošec. Ja, hvala za besedo. Lep pozdrav vsem skupaj, tudi v mojem imenu. Pred nami je proračun za leto 2025. Vsako leto smo ga nekje v tem času sprejemali, oziroma prvo branje sej. Jaz sem ga kar, bom rekel, dosti temeljito pregledal, sredstva so izredno, mislim, so velika, ampak glede na to, da so planirana sredstva od države, pač proračun občine Kamnik je pa v skladu s pričakovanji oziroma minimalne povišanje, to, kar je pač ta povprečnina višji in pa mogoče še na kakšnih drugih dohodkovnih postavkah malo višji. Jaz generalno gledam, proračun seveda je, to bi mogel biti letni proračun vsako leto,
približni tak za občino Kamnik, s tem, da ne bi bilo poplav, pa bi se dal kaj več tudi narediti. Razumem, se pravi, prizadevanje občinske uprave, da se proba čim več narediti na teh, se pravi, poplavnih območjih, kjer so zdaj potrebne sanacije. Upam, da bo država izpolnila svoje obveze oziroma svoje obljube, da ne bo prišlo tle v letošnjem letu do kakšnih, se pravi, zadev, kjer bo potem občina mogla že določene projekte, ki bodo obljubljeni, pa ne bodo izpeljani, se pravi, bodo plačani, ne bodo pa poravnani s strani države. Zdaj mogoče še par kratkih postavk. Tale uvoz pločnik Hruševka, se pravi, tle že kar enih 5 let, mislim, da je tole noter, no. Jaz razumem, da je tam problem, ampak razumem pa tudi, da če bi se enkrat dobili s to vodno skupnostjo ali pa skupaj na licu mesta, pa mislim, da bi najdel rešitev. Jaz s tem nisem zadovoljen, da se samo pošle, pač pa dobiš negativno mnenje, ampak treba je ljudi pripeljati sem in pa zadevo pogledati. Čeprav me sama tale naslov me moti, izgradnja pločnika uvoz Hruševka avtobusna postaja. To pomeni, to je 100 metrov, a ne. Potem pa, ko pa bereš naprej, sredstva so namenjena za dokončanje izdelave projektne dokumentacije za izgradnjo pločnika in odkupe zemljišč ob regionalni cesti, se pravi R414-1349 Kamnik-Ločica, od uvoza za Veliko Lašno mimo Pirševega do uvoza za Hruševko. Se pravi, projekt upošteva tudi avtobusno postajališče na Pirševem. Se pravi, naslov je čist drug, obrazložitev je pa čist druga. No, tako da za tistih 100 metrov to je čist druga zadeva. Jaz verjamem, da je potreben pločnik skozdol, ampak teh 100 metrov pločnika pa 50 tam je res najbolj ogrožena, se pravi, so najbolj ogroženi ti otroci, ki hodijo v šolo. Tam je res, da je in manjši potok in kanal, ki mislim, da bi se lahko dal odseviti na ta, se pravi, na teh 50 metrov pride cirka 40 hiš, otroci ali pa ostali pač občani iz te doline. No. In samo to je 40 hiš, naprej kad dole pa potem še, ne vem, 7 hiš, pa 5. Ampak prav na teh 50 metrov pride nekje 40 iz vasi, se pravi Ravne, Praproče, Hruševka, Podbreg. To so cele vasi, ker tam se potem parkirajo mopede, kolesa in ostale prevozna sredstva in tistih 50 metrov morajo iti enostavno po cestišču, kjer je, če gledamo strani Kamnika, je levi ovinek in seveda tam je tudi zraven pa še ograja, tako da se niti ne more umakati. No. To bi jaz prosil nekje, da se probamo v prihodnjem letu dobiti te mojstre iz vodne skupnosti tam na licu mesta, župani in pa se pravi vodja oddelka tukaj za te zadeve in da se na licu mesta pogleda in poštudira, kaj se da narediti. Druga zadeva, se pravi, zdaj tale vodovod, potok, Lašna, Vranje, Peč, tudi da je to, kar bo ven padel, bomo še naprej plačevali verjetno te prevoze gor. Jaz verjamem, da je investicija kar velika, ampak mislim, da v prihodnosti bo to treba narediti. Pol naprej razpisi za kmetijstvo, pogovarjali smo se malo v preteklosti, da je bilo fajn uskladiti vsaj to, ki z inflacijo zadnjih let, no, da bi se povišal te zadeve, vsaj mogoče na 2 postavkah, na naložbah in pa na se pravi tržne dejavnosti, tam mislim, da tistih par tisoč evrov ne bi smel tak biti problem, ker zdaj smo že na tem, mislim, da je enih 8 let na isti cifri, pa hvala Bogu, da vse imamo to, no. Nekatere občine še tega nimajo, ampak dobro bi bilo, da bi to majčkeno uskladili z inflacijo, ali pa se to, kar je povprečnina šla gor, no. Ker tudi, če gledamo pri ostalih, se pravi pri osnovnih šolah, recimo tale, se pravi, materialni stroški, pa to so indeksi 110, a ne pri teh zadevah pa ostane na 100. Tako da bi bilo fajn, če bi se to malo povišalo, no. Pa tole, se pravi, uvedba sistema izposoja koles 65 000 mi je neka velika cifra, ne vem, to nisem tle prebral še tole obrazložitve, ampak sistem imamo, a je za to pokvarjenih koles pola, so v Bistrico zmetani ali še kakšne druge zadeve, ne vem. To se mi zdi neka velika cifra, no. Glede na to, da je bila realizacija 24 000, ne vem. Zapuščene živali, tudi smo kar precej gor šli zdaj, a je res, verjetno je res toliko teh mačk pa psov, da jih vsak dej
jih pač noče sterilizirati, ki je to dosti drago, pa smo šli dejš kar na 44-45 tisoč evrov. Jaz vem, da je občina dolžna zagotoviti to, ampak mislim, da se včasih tudi da, ker znajo pa ti zavodi, jaz sem v nekaj časa predstavnik v teh zavetišču, pa se mi zdi včasih, da tudi kar, če ni toliko porabljenega, kar radiš kot kakšnega mačka pobere, no. Da potem ta denar zaslužijo. Pa redno vzdrževanje lokalnih cest, tle je 700 tisoč, to je se pravi namenjeno samo za krpanje udarnih jam in pa se pravi čiščenje mult kanalov. Jaz sem prepričan, da ta denar ni velik, ampak je pa, če bi se to normalno delal. Zdaj koncesijska pogodba je potekla, verjetno bo potekla, verjetno je zdaj nek aneks, ampak to je cirka, ajde, da rečemo suma sumarum, 2000 evrov na kilometer. Jaz sem prepričan, za 2000 evrov na kilometer je lahko čisto vsak let mulda spucana, pa udarna jama zakrpana, pa kanal spucan. Mislim, to je kilometer, to je cirka 2 dni dela z bagačkem in je to vse narejeno. Dobro, tiste asfalt, tiste žakle, ne more biti to 60 evrov po kvadratnu, tako kot računajo, a pa 50, mislim po žaklu, mislim kar po ne žakalsko. No. Tako da tle mogoče za naprej bi bilo dobro to, ko se bo koncesija sklepala, da bi bile te zadeve malo bolj jasno dorečene. Seveda, da pa še ceste, tle vidim, je teh odsekov nekaj cest, jaz sem pač mislil, da bom tudi uspel kaj v tamle gor še malo palat, kakšnih 500 metrov, a pa 700 naprej, ampak žal ni noter. Jaz verjamem, da je to generalni problem, ne bom govoril za posamezno območje, pa posamezno cesto, ampak dejansko cesto so stare, asfaltirani tam od 30 do 40 let, zdaj že tiste in tam res kličejo po sanaciji, poleg tega pa seveda tudi še ne kar veliko cest, ki so vse nekatere so potrebne, ki so neasfaltirane. No. Ne vem, enkrat na prejšnji seji se je rekel, fajn bi bilo vzeti, amandma predlagati 5 milijonov kreditov, vzamijo, kar nekaj naredimo. Verjetno, da podporo tla ne bo težko dobiti, ampak bomo premislili. Hvala lepa za enkrat. Hvala. Besede ima Robi Prosen. Ja, hvala za besedo. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu danes. Jaz se bom osredotočil na eno točko in sicer na proračunsko postavko 8100, sofinanciranje dejavnosti klubov in društvov. Če smo v prejšnjem mandatu ta sredstva za šport kar lepo povečevali, pa tega ne moram potrditi tudi za ta mandat. Tudi že v prejšnjem proračunu oziroma odločitvi o proračunu sem opozarjal na to točko. 300 tisoč evrov za sofinanciranje klubov je dejansko zelo malo in je med najnižjimi v naši okolici, Domžale in ostale Komenda in ostale tele občine. Tako da jaz predlagam, da se tukaj nekako ta točka oziroma ta proračunska postavka poveča. Vemo, da se je v tem času šla tudi inflacija, da so se osnovni stroški povečali, mi pa temu nismo sledili. Tako da to je moja opaska. Hvala. Hvala, beseda ima Matjaž Šporar. Ja, hvala za besedo in dober večer vsem skupaj. Jaz bi veseli me, da je proračun kljub temu popoplavnemu obdobju relativno konkreten, bi rekel, tudi pri tehničnih investicijah za prihodnje in verjamem, da glede na uspešno zaključeno izvedbo osnovne šole, da bojo tudi ti novi projekti uspešno končani. Bi se pa osredotočil malo na prometno varnost. Tamle vidimo tole glavno cesto skozi Volčji potok. To je izredno obremenjena cesta. Tukaj potekajo dnevne migracije proti Ljubljani in tam se enostavno ne da sprehoditi ob tej cesti. In opozoril bi na en odsek pločnika, ki še ni dokončan. Pred leti je bil mimo te vhoda v Arboretum, je bil en del dokončan. Naprej proti Doplici pa manjka en odsek, in sicer v dolžini cirka 500 metrov in verjamem, da bi se lahko za prihodnje leto našla tudi sredstva, da se tudi tukaj v tem delu zagotovi zadovoljiva prometna varnost. Hvala lepa. Hvala, besedo ima Nina Semprimožnik. Ja, en lep pozdrav v mojem imenu. Zdaj moji predhodniki so bili že kar izčrpni, ampak
Naj to ne pomeni, da kar se dela, da se dela ravno slabo, ampak to je v bistvu samo priložnost, da smo lahko še boljši. In verjamem, da vsi, ki smo danes imeli pripombe in ki jih še bomo imeli, da želimo zgolj in samo najboljše, da se naša občina razvija in raste. Zdaj, jaz bi samo imela najprej eno pripombo na proračun. In sicer malenkost se ponavljam od lanskega leta, gre se pa za sanacijo po poplavah, za dve malo večji stvari. Na njih sem sicer opozarjala že v svetniških vprašanjih, pa potem na raznih dopisih in tako naprej. Ampak, če se mi ne bi zdele te dva projekta dokaj pomembna, da se jih uvrsti na proračun za sanacijo po poplavah, niti ne bi v bistvu bila to glasna, ampak nekako. Gre se pa za junijske poplave v krajevni skupnosti Motnik, se pravi junija 2023, 2 meseca pred avgustovskimi poplavami, so v bistvu pustile posledice tudi na določeni infrastrukturi, čeprav v manjšem obsegu kot avgustovske poplave. Ampak zavedamo se, da je bila v občini Kamnik lansko leto ena najhujših poplav v svojem delovanju, kar pa je povzročilo obsežne poškodbe in zahtevalo temeljito obnovo. Zdaj mene izredno veseli, da smo takoj pristopili k sanaciji in da je občina uspešno pridobila sredstva s strani države. Vendar pa smo tukaj le malo pozabili, krajevna skupnost Motnik takrat ni bila deležna, ker na celotne območje celotne Slovenije ni dosegla določenega menika, da bi se črpala ta sredstva in smo bili nekako dogovorjeni, da se črpa tukaj iz teh iz skupka teh avgustovskih poplav. Imamo pa dve stvari, ki jih nisem zasledila v proračunu, in sicer prva je preplastitev ceste proti Vrhem. To je cirka 100-metrski odsek ceste, ki v bistvu potrebuje ponovno preplastitev. In tukaj le zdaj se bo začela zima in to je v bistvu dejansko makadamska cesta, na vrhu vrhov je turistična kmetija in dejansko poštar se gor vsak dan vozi, voda teče na glavno regionalno cesto, skratka zadeva, ki se pač mora sanirati. Ta druga zadeva je pa obnova južne stene Motniškega gradu. Samo malo spomnim, to je bilo del obzidja, ki je zaradi poplav zgrmel po pobočju in ogrožal hišo Motnik 29. Zdaj po nalogu štaba civilne zaščite smo najprej na cesto postavili bale Sana kot začasno zaščito. Zdaj te bale so potem začele smrdeti in gniti, zato smo jih pač odmaknili in potem smo ob tej hiši v bistvu namestili armaturne mreže, kjer je bila v bistvu to začasna rešitev. Zdaj ta armaturna mreža je postala nevarna, začela je rjaveti, vmes smo imeli že v začetku letošnjega leta intervencijo, se je podrlo drevo, je padlo na hišo čez to armaturno ploščo. Zdaj ta hiša, tukaj noter živijo dve mladi družini, pač ni počasi, če se to ne bo pač saniralo, kaj se bo zgodilo, pač bojo se mogli, ljudje izseliti ali ne vem pač, kaj se tukaj pač zgodi. Zdaj sredstva za obnovo so na moje svetniško vprašanje bila obljubljena v naslednjem proračunu, to še ponovno poudarjam in zdaj tega nisem zasledila. Zdaj, poleg tega Motniški grad predstavlja izredno kulturno dediščino in ne gre zgolj samo za lokalno kulturno dediščino, ampak na splošno celotne občine Kamnik. Tako da želim, da se pač tudi ta dva projekta umestita v proračun, da se bodo lahko sanirale po poplavah. Potem druga zadeva, sem pa že lani v bistvu želela, da umestimo eno novo postavko v proračun in sicer izgradnja pomožnega objekta na prireditvenem prostoru. To je projekt, ki ga je v bistvu občina Kamnik peljala s projektom LAS. Pridobili smo gradbeno dovoljenje za postavitev pomožnega objekta že v letu 2022 in to ne bi služil kot dodaten prostor za tržnico Motnik, pa te razna pač ostala društva. Prostor, kjer bi bila pač postavljene sanitarije, kamor lahko obiskovalci grejo, pospravljene stolnice in pač take čist tehnične zadeve. Naj samo malo poudarim, da tržnica v Motniku deluje 3. leto in je poleg mestne tržnice edina, ki ponuja izdelke pridelane na območju občine.
Zato je pač tudi projekt prejel podporo iz strani Lasa ter se je izkazal kot uspešen, kar dokazuje zadostna prodaja lokalnih izdelkov ter veliko zanimanje obiskovalcev. Ne. Veliko obiskovalcev, ki pač so Tuhinj, Špitalič, Motnik, potem v bistvu prihajajo sem, pa ne samo pač iz kamniške občine, pač tudi iz okoliških. Ne. Zdaj, izgradnja pomožnega objekta je ključnega pomena za nadaljnji razvoj tržnice in ne nazadnje tudi infrastrukture. Ker konec koncev sama tržnica in ta prireditveni prostor potem v bistvu tudi družabno življenje v kraju nekako spodbuja za razvoj, konec koncev poveže ljudi, omogoča, da se pač sodeluje med društvi in konec koncev v bistvu to tudi nekako se lahko potem pridobi določena sredstva. Ne? Zdaj, tukaj, ne glede na to, da bi pač želeli umestiti na proračunsko postavko pač določena sredstva, želeli bi v bistvu tudi tukaj določena društva zraven sofinancirati to, ne? Tako da nekako gre tukaj z roko v roki pač projekt. Tako da predlagam, da bi se v proračun občine Kamnik umestila nova postavka v višini 30.000 evrov, no, za izgradnega pomožnega objekta na prireditvenem prostoru. Potem kot moja tretja v bistvu zadeva, bi pa samo nekako ni še to nastal problem, ampak gotovo se bodo marsikateri predsedniki krajevnih skupnosti strinjali z mano. Zdaj želim namreč opozoriti na problem v zvezi z upoštevanjem krajevnih skupnosti v procesu načrtovanja in realizacije projektov. Na začetku mandata je bilo obljubljeno, da bodo krajevne skupnosti imele možnosti, da oblikujejo prioritetne načrte, ki jih bomo vpeljali v razvojne programe. Na začetku našega mandata smo tudi imeli vse krajevne skupnosti sestanke z županom, kar smo pač tega tudi bili zelo veseli, da smo mu predstavili, kakšni so naši projekti. Zdaj pa smo počasi priča situaciji, kjer se ti načrti pogosto spregledajo, obenem pa se izvajajo projekti, ki služijo interesom posameznikom in ne skupnosti kot celote. Zavedamo se, da so krajevne skupnosti v občini Kamnik različne, predvsem po velikosti, toda potrebe krajanov so v vseh enotah nekako podobne. Vsi si namreč želimo, da imamo kar se da kvalitetna igrišča, da imamo vsi asfaltirane ceste, da imamo vsi pločnike, da imamo vsi šolo, vrtec in tako naprej. Skratka, osnovno infrastrukturno izboljšavo si vsekakor vsi želimo. Prav zato je še kako pomembno, da se upoštevajo priporočila svetov krajevnih skupnosti, saj so le ti najbolje seznanjeni s potrebami in željami svojih članov. To dostikrat vodi do zmanjšanja vrednosti in vloge sveta krajevne skupnosti, kar posledično zmanjšuje tudi zanimanje občanov za aktivno delovanje v lokalnih skupnostih. Krajevna skupnost namreč predstavlja najnižjo enoto interesne skupnosti in je podaljšana roka občine, kar pomeni, da bi svet moral biti organ, ki predstavlja interese krajanov. Pogosto namreč opazimo, da se na območju krajevne skupnosti izvaja delo, o katerem svet vnaprej niti ni bil obveščen. Takšno ravnanje ne le da zmanjšuje aktivnost lokalnih svetov, temveč tudi zmanjšuje zaupanje občanov v te organe, ga razvrednoti. Ključno je, da se projekti, ki izhajajo iz potreb lokalne skupnosti, prioritetno obravnavajo in da se v njih obvešča svet krajevne skupnosti. Da za konec samo poudarim. Zaradi omenjenih pomanjkljivosti pozivam k večji transparentnosti in vključevanju krajevnih skupnosti v proces odločanja, tako da se lahko zainteresirani aktivno vključujejo v oblikovanje svojega okolja. Hvala. Hvala. Beseda ima Vojko Tonin. Dober večer, pa hvala za besedo. Jaz bi tle omenil sam dve postavke. Želje so velike, to vidimo vsi, denarja je pa to, kolikor ga je, malo ga je treba premetati sem, ampak je, potem se pa da tudi marsikaj narediti, ampak vseglih bi omenil to postavko. Poslovilna vežica v Nevlah, ker je nula, pravijo, da gradbeno dovoljenje je, pa da bi bilo fajn, če bi se začelo kaj delati. Pa dograditev javne razsvetljave Nevle, Soteske Vrhpolje. To sta te dve stvari, ki bi mogoče, če bi se najdlo, kjer ne bi bilo slab, da bi se na tej postavki dalo malo denarja, pa da bi se začel kaj delati. Potem bi pomenil isto, kaj Jože,
Korošec, ta vodovod Potok Vranja Peč. Jaz tudi razumem, da denarja ni, ker nekaj drugih stvari, pa poplave, pa poplavni val se bo šel vlekel gotovo leto, če ne dve, s temi plazovi, ampak vse greh je treba vedeti, da je ta vodovod se že najmanj 15 let po domalem dovaža voda, če tu zračunaš vsaki drugi dan 2 fure gor vode, to nekaj stane. Ampak ja, enkrat bo gotovo prišel na vrsto. Voda je pomembna, lihko kapot, ne mogoče Jože ne bo šel kjerkrat v Majno, bomo vozno pot, kjer omen nasul, pa bomo ga še na vodovod več naredili. Hvala. Hvala. Še kdo? Besedo ima Aleksander Uršič. Ja, hvala za besedo. Če oddaleč pogledamo proračun in te skupne številke so res fascinantne, ne? Več kot 50 milijonov za občino Kamnik, tako kot je bilo že povedano, bi bilo to super, če ne bi imeli dobro leto po poplavah situaciji za reševati. Podrobno, ko pogledam zadevo, se mi zdi, da je v bistvu prihodkovna plat zgodbe sledila odhodkovni, da je bilo ta prvo odhodkovno sestavljeno, pol se je pa pogledalo v bistvu, koliko se rab oziroma koliko manjka in se je določil do 100 evrov natančno prenos na 3 milijone 823 tisoč 600 in pa na 10 tisoč evrov natančno zadolževanje 2 milijona 880 tisoč. In ravno to zadolževanje v teh časih, ko nam ne obetajo nič dobrega, mene malo skrbi. Občina Kamnik je po podatkih iz gradiva zadolžena za 12 milijonov 226 tisoč 727 evrov. Od tega se nam kredit za kohezijske projekte, ki je 64 tisoč izteče letos, vsi ostali so milijonski in se nam iztekajo po letu 2030. Tukaj imam eno vprašanje vezano na kredit za gradnjo osnovne šole, ker je v gradivu zapisano, da je 1 800 000 v letošnjem letu bilo kredita pridobljenega po obrestni meri 6-mesečni Euribor plus 0,23, kar je za enkrat še dosti ugodno, kakor jaz poznam zadeve. Vprašanje, če bo kredit, ki je planiran za drugo leto, lahko še toliko ugoden, ampak zanima me, zakaj to še ni bilo porabljeno, ali bo v letošnjem letu, ali bo podaljšano v naslednje leto. Predhodniki so omenili kar veliko enih zadev na odhodkovni plati, ne bom ponavljal, razen ene izjeme. Smo pa sami že ugotovili, da je kar nekaj tistih postavk s realizacijo nič, oziroma tistih večnih, ki se zaradi nekega političnega zadovoljstva iz leta v leto premikajo, ostaja pri obljubah. In zato jaz mislim, da bi morali eno spremembo narediti v tekstovnem delu proračuna, kjer imamo zapisano, da pravice porabe se na posamezni proračunski postavki s prerazporeditvijo lahko spremenijo za največ 40%. 40% od 1000 evrov je malenkost, od večjih postavk je pa 40% kar veliko. In mi tukaj vsako leto sprejemamo proračun, tekom leta se pa zadeve lahko spreminjajo, brez da vemo, oziroma smo seznanjeni s tem na pol leta, ko je marsikaj že mimo. In rezultat tega so pol take postavke za realizacijo in te večne zgodbe. Hvala. Beseda ima Dragica Požek. Lepo pozdravljeni in hvala lepa za besedo. Jaz bi najprej rekla Nini, hvala lepa za poročilo. Strinjam se s teboj. Tudi jaz sem predsednica Sveta krajevne skupnosti na Duplici in se dnevno srečujem s problematiko cest Jakopičeve in Jelovškove ceste. Obe sta dotrajani, obe sta neprimerni še za odrasle, kaj šele za šolske otroke. Obe sta šolskega pomena, obe cesti, nobena nima zarisanega ne pasu za kolesarje, niti pločnika za šolarje, niti primernega dela ceste za ranljive invalide, za te, ki težko hodijo. Vzgojiteljice z vozički vozijo otroke ob cesti, nasprotno jim pripelje avto, za hrbtom jim pripelje avto, cesta je ozka in poškodovana, nima se kam umakniti. Šola
Marije Vere je v bližini in otroci, učenci osnovne šole Marije Vere vsako leto izvajajo kolesarske izpite. Dajo tiste table, policisti postavijo kolesarski izpiti, ampak problem je v tem, ker so robovi cestišč z obeh strani zaparkirani, Groharjeva ulica govorim, z ene strani je Jehov objekt iz Jehovih prič pripeljajo dol, tam so tudi kolesarji in se enostavno nimajo kam umakniti. Otroci res da ne. Iz jaškov, vod, javnih voda, vre voda ven, sigurno 10krat, 15krat letno urgentno kličem, urgentno komunalno službo Kamnik, da pridajo popravljati, ker pokajo cevi javnih vodov. Ceste niso bile sanirane sigurno 50-60 let in to je vse staro. To je še vse azbestno in je treba nujno zamenjati, nujno popraviti, pripraviti pločnike za pešce, pripraviti zaris kolesarskih steza, poti, da bojo lahko kolesarji mimo vozili. Malo smo se že pogovarjali tudi tukaj na občini s to skupino za cestno-prometno strategijo in sem glih včeraj rekla, da bi bilo fajn, če bi se izpeljal enosmerni promet po Groharjevi proti Jakopičevi ulici gor, s tem bi že razbremenili del tega. En velik problem pa je, da če na Ljubljanski cesti, ki pelje od Kolandije proti Kamniku, je kakršnakoli okvara, kakršnakoli nesreča ali poškodba, se ves promet preusmeri na Jakopičevo in Jelovškovo cesto. Eni šole iz vrtcev in ta promet, tudi tovornjaki, tudi ta veliki šleparji, traktorji, štirikolesniki resnično močno ogrožajo bivanje in življenje mladih družin, kajti šele šolarjev in staršev, ki vozijo otroke v vrtec. Hvala lepa. Hvala. Zdaj, preden zaključim razpravo, mogoče par vsebinskih odgovorov, čeprav vse odgovore boste dobili v gradivu do drugega branja. Par stvari pa, kar sem si zapisal, glede kredita, mogoče Marija, boste vi, glede tole, na koncu si Sandi ti govoril o zadolževanju, to je stvar DIP-ov, ki smo jih sprejeli in tam noter so pač zneski so točno taki, ki so v DIP-u, torej 1.900.000 mislim, da je za knjižnico, pa 600.000 za glasbeno šolo in ta znesek je tak, kot smo jih sprejeli v DIP-ih. Prenos je planiran glede na realizacijo, so pa res taki prihodki, upam, da bojo realizirani glede na tudi odhodke, ki jih imamo na drugi strani. Je pa ta proračun bolj še popoplavni in tukaj pač moramo vedeti, da kakšna stvar bo žal mogla počakati, pa se zavedamo in vsi skupaj tudi vi, hvala za razumevanje, ker je le pač ta popoplavna obnova glavna stvar, žal tudi še tega proračuna 25, pa tudi še 26 leta bo. Ravno danes je bil na obisku minister gospod Novak in tudi na državnem nivoju imajo podobno zgodbo, da sedaj v teh 2 letih 25 in 26 bo bistveno še kaj bomo realizirali glede popoplavne obnove. Zdaj, začel je Matija s postavko komunalno-cestni nadzor. Ja, tukaj se pač planirajo pač nakup v hiši za na luči in pa pač najem tega radarja, ki bi ga vsake toliko cajt postavljali noter v eno hišje, predvsem na tistih najbolj frekventnih delih cestišč, kjer so pač šolske poti in kjer so te hitrosti res prevelike, da se na ta način po zgledu križa pa podobnih trzina hitrosti umirijo. Zakaj javno dela so 50% nižja? Zato, ker je pač tu država v letošnjem letu nam ni odobrila toliko javnih delavcev, kot nam jih je sicer v letu po poplavah, torej v letu 2024 smo imeli teh delavcev odobrenih, mislim, da 8, pa tudi plačilo za njih v večjem delu, zdaj je pač teh odobrenih manj. Kar se tiče Virtusa, bo namenjen se pravi treniranju mladincev, mladih otrok in tudi tukaj se ta igrišče planira, tudi te tribune, kar je usklajeno tudi že s krajevno skupnostjo za potrebe staršev, pa ne pa nekih večjih nogometnih tekem. Kar se tiče odkupa, urejanje občinskih zemljišč, odkupov zemljišč, kar si rekel, da 100.000 evrov, ja, vsako leto, to je tudi nacionalen problem, na nek način vse ceste so še, oziroma večji del cestišč je še v zasebni lasti in v letu 2025, tudi v prihodnjih se bo treba pač namenjati določena sredstva za to, da bomo pač te zemljišča odkupovali.
Je pa podoben problem tudi na državi, kjer se je sprožene podobne pobude, kako bi prišli do tega, kjer je pač cesta, kjer bo vedno cesta in kako bi z nekim razumnim pristopom prišli do tega lastništva, pa vendar je lastnina sveta in pa še nekje iz nekih zgodovine ven lastnik neče prodati, imamo kar izziv, da ga prepričamo. Glede dokapitalizacije, kar se tiče Snovika, tam smo že od ustanovitve naprej nek manjšinski lastnik, mislim, da okoli 1%, tam nekje. Zdaj oni gor so se odločili za neko večjo investicijo, za 10-milijonsko investicijo v nov Natur hotel. Jaz mislim, da je to dobrodošla stvar. Zdaj ta dokapitalizacija nas bo prišla okoli 30.000 evrov, kar znaša za naš delež. Dobimo pa vsak let vsaj 50.000 turistične takse od njih. To je nekako obrazložitev, da mislim, da je ta naložba smiselna tudi simbolnega vidika, da gremo mi kot manjšinski lastnik zraven, pa da bojo potem pristopili tudi drugi lastniki pa zbrali ta denar. Kar se tiče dokapitalizacije Velike planine, je pa ravno v tem, ko govori Karla Urh, da bi pač treba enkrat celostno lotiti tudi teh problem, se pravi odplak, se pravi odpadnih voda, pa odpadnih grezničnih gošč, tega, kar gor nastaja, in s tem dokapitalizacijo bomo poskušali narediti nek sklad nekega denarja, prek katerega bomo potem v doglednem času lahko ta sistem naredili nek celosten sistem, ki bo onemogočal, da bi šla kakršnakoli odplaka v tla. To pomeni, da bomo celostno študirali o nekem sistemu odvajanja teh odpadnih voda v dolino. Pa je to sistem povezan, nik bajt ali pa bo pač strateško razmislili, kako bomo pač to zadevo odvajali. Kar smo že zdaj naredili, je to, da vse te gošče odvažajo in za res pocen denar od vsake hiše, za okoli 40 evrov, se odvož vsak let dvakrat in to pač zdaj nima noben več razloga, da bi pač ali imel preluknjeno greznico ali pa da bi pač kam drugam stresel, ker pač mi vsak let dvakrat odpeljamo dol vse to za res pocen denar. Zdaj kup je še drugih postavk, kot sem rekel, bojo odgovorjene. Mogoče glede arhitektonskih ovir res probamo s temi minimalnimi zneski narediti ogromen. Potem, kar se tiče sanacije Požgozd, ne 30.000, niti 10.000, žal ni dovolj za tisto celostno sanacijo gor in tukaj bo treba resno razmisliti, kaj s to šolo in kako jo obnoviti. Po teh poplavah tudi gor zastopijo, da pač v tem letu še nismo investirali noter 1 milijon evrov, da je treba prej sanirati na tem področju ogromno drugih stvari, torej cesto, kanalizacijo v Krivčevem, tudi zgornji del Krivčevega se že popravlja, tudi vodotok se je tam zelo hitro saniral. Tukaj tudi zahvala Urošu, ki je takrat zelo angažiral se pri tem, da so se pač ta vodotok in pa tudi podstudenci vsi ostali že sanirali. Zdaj v tem hribovitem delu so vodotoki strani države že nekako v dobršnem delu popravljeni. Zdaj bo pa sledila tudi sanacija v tem ravninskem delu, pa neki protipoplavni ukrepi. Zdaj, kar se tiče prevozov v šolo, se strinjam, 1 200 000, še par let nazaj je bilo to 300.000 evrov. Zdaj žal je bilo ustanovitev tega Dujpa in vsem tem, kar se je zgodilo v letošnjem letu, je prišla situacija do tega, da nas avtobusni prevozi zdaj po pogajanjih stanejo 730.000 evrov, še nekaj let nazaj so nas 300. Tudi kombi prevozi so se nekako podolžili in vsega tega zneska je zdaj 1 200 000. Je bila pa prva ponudba avtobusnega prevoznika bila 1,5 milijona, potem smo šli tja na pogajanja, smo določene proge uskladili, je bila 1 200 000, potem smo pa se zdaj organizirali prevoz z lokalnimi prevozniki in ta je bil v veljavi od 1. septembra do 30. novembra. In lokalni prevozniki so ponudili nižje cene in potem smo naredili še en večleten razpis in tam smo dobili ceno od podjetja Arriva za 730.000 evrov, torej skoraj polovico manj kot prva cena, od 1,5 milijona na 730.000 in zdaj je to cena, ki smo podpisali pogodbo 5-letno in te prevoze bo od 1.12. naprej izvajala Arriva. Smo pa kar nekaj sredstev na ta način privarčevali občini. Je pa žal to vse posledica tega, da se določene linije ne morejo več združevati s temi šolskimi prevozi in so bili že vnaprej podpisane te linije in jih je težko zdaj usklajevati in to je nova realnost in taka sredstva bomo za to mogli zdaj namenjati, torej okoli 1,2 milijona za avtobusne in kombi prevoze. Kar se tiče Tunške medvedove, jaz se strinjam, da je pač v slabem stanju, tako kot večina drugih cest, je pa res, da je pa neumen, da bi šli jo zdaj prenavljati
da je bolj, da naredimo načrte še za popravilo vodovoda, ki je še v azbestnih po ceveh po Medvedovi in tudi po Tunški, in da pač naredimo celostno, potem ko pripravimo načrte in za vodovod, kanalizacijo, in da to celostno infrastrukturo pod cesto v prihodnje popravimo. In za ta namen so zdaj namenjena sredstva za načrte, in potem, ko bomo to pripravili in ko upam, da dobimo tudi kakšna sredstva še od KDG, da pač gremo v investicijo. Zdaj, mogoče, Marija, glede kredita, kako je s tem poplačevanjem teh pa obrokov, zdaj 1 800 000 za šolo Frambrehta, smo ga podpisali pogodbo, zdaj nakazan pa še ni bil, ker ni bilo potrebe. Ostale te pobude bomo pa odgovorili do drugega branja, pa tudi še predebatirali. Tako da, Marija, glede kredita še to. Ja, glede kredita, mi imamo vse pripravljeno, da črpamo sredstva, čakamo pa še končno situacijo od kolektorja in takrat, ko bo prišlo, da bo treba to poplačati, bomo tudi počrpali ta sredstva. Predvsem zato, da ne plačujemo v letošnjem letu obresti za kredit, pa da nam potem ta sredstva ležijo v skladu. Mislim, da se strinjate s tako poslovno odločitvijo. Hvala. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o proračunu občine Kamnik za leto 2025 v prvi obravnavi in predlagatelj naj pri pripravi predloga odloka za drugo obravnavo upošteva pripombe podane na prvi obravnavi oziroma odgovori, zakaj jih ni možno upoštevati. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 21 svetnic in svetnikov, proti 3. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.